Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalci in obiskovalke. Na predvečer Dneva slovenskih splošnih knjižnic smo za vas, dragi otroci, v goste povabili gledališče Čara mesto. To bo odigralo gledališko predstavo Zmajček in knjižne zmešnjave. Skozi zgodbico boste lahko Zmajčku pomagali spoznati knjižni bonton. Pomagali mu boste povedati, kaj pomenijo knjižnica, knjiga, knjigarna. Na oder vabim igralce, da vam, dragi gledalci, želim prijetno ogled predstave. Dobar dan. Se sem prišla prav v knjižnico Brežice, ne? Ja, me veseli. Aha, tole bo pa predstava, ne? Nek Zmajček? Ok, bi si jaz tudi to ogledala. Lahko tu nekam sedem vmes? Dobar dan, Mara. Me veseli. Ja, tako. Ja, Zmajček, ne? A se kaj bojite zmajev? Ne! Ja, zakaj bo predstava? Kaj je jutri? Nek žur. Doma, rojstni dan jutri. Nekaj se... Sneg je jutri. A sneg je jutri? Ja, ok, sneg je jutri. Ne, pa jutri. Po jutrišnjem jutri. Sam jutri je nekaj... Gospa knjižničarka, Andreja, kaj je jutri nek dan? Nekaj sem slišala, ko sem tudi v knjižnici pripela. Kakšen dan je jutri 20. november? Dan slovenskih splošnih knjižnic. Dan slovenskih splošnih knjižnic. Knjižnice imajo rojstni dan. Aj, zato je danes to žurka. Ok, Zmajček. Ja, ampak... Super. No, da bo Zmajček. Veš, čakam Zmajček. Ampak, da bo Zmajček zamuja? Ne veš. Ampak, veš, zakaj to pa ni vredo, da Zmajček zamuja na prireditev? Ampak vam lahko jaz vmes povem eno zgodbico, preden Zmajček pride? A veste kaj? Zgodbico v tej svoji pravlični torbi nosim zgodbico in vam jo bom delila, jo bom z vami, dokler ne pride Zmajček. In sicer zgodbico o dveh knjižnih črvičkih. Tudi vi ste knjižni črvički, ker imate radi knjige, ne? Ja! No, in jaz imam prijatelja, knjižna črvička. Takole, da vam jo predstavim. To sta Lovro. O, me veseli, pozdravljeni. In knjižna črvička Tinka. O, tudi mene veseli, prijatelji. In Lovro in Tinka sta bratec in sestrica. Rada imata knjige. Lovro obožuje zgodbe in pravljice. Take napise, ravno prav strašljive z nepričakovanim razpletom. Tinka pa ima rada pesmi, se pravi verze in rime. Ampak nekega dne se je Lovro in Tinki porodilo isto vprašanje. V čem je čar knjige? Kaj je čar knjige? In ker je Lovro trdil, da so to zgodbe, Tinka pa, da so to pesmi, sta se odločila, da bosta odgovor preiskala pri ustvarjalcih knjig. In tako sta najprej odčrvičila do tistega, ki ustvarja zgodbe. To pa je pisatelj. In sta šla. Črvidi in črvidu, ti si tam in jaz sem tu. Gremo odgovor poiskat, hitro pot od vrat do vrat. In sta prečrvičila do pisateljeve sobe. Potrkala sta na vrata in vstopila. In za veliko mizo sta zagledala zamišljenega gospoda, ki je takole zrl skozi okno. In je stokal. Pred njim je utripal prazen računalniški zaslon in gospod pisatelj ni vedel, o čem naj piše. Gospod pisatelj, se opravičujem, ker vas motim. Ali nam lahko poveste, o čem je čar knjige? O zgodbah. Ravno prav napetih in malce strašljivih, je rekel pisatelj. Super, se je razveselil naš Lovro. Tinka pa z odgovorom ni bila zadovoljna. Zato sta se poslovila in odčrvičila dalje. Črvidi in črvidu. In pričrvičila do tistega, ki ustvarja pesmi. In to je? Pesmik. Prišla sta gospodu
pesniku, ki je prav tako zamišljen sedel v svoji sobici in takole zrl skozi očala in ni našel rime na besedo pomlad. A mu pomagamo najti rime na besedo pomlad? Pomlad imam te rad, zaradi tebe ne more spati, zato grem eno fino knjigo. Krasno! Pisatelju so kar stekli prsti po tipkovnici in pesniku in začel je pesniti. Takrat pa se je pogumila naša Tinka. Gospod pisatelj, ali nam je lahko poveste, kaj oziroma v čem je čar knjige? Čar knjige je v pesmih, v rimah, v verzih, ki se prepletejo v kitice. Ampak to pa ni bil odgovor, ki bi ga želel slišati naš Lovro. Zato sta naša črvička odčrvičila dalje. Črvidi in črvidu in pričrvičila do velike sobe, ki se ji reče atelje. In v njej je ustvarjal ilustrator. Ko sta ga vprašala, gospod ilustrator, ali nam lahko poveste, v čem je čar knjige, je tako pristopa in strelil, da je pa čar knjige vendarle v čudovitih ilustracijah. Hvala za odgovor, ampak to ni to, kar iščeva. Zato sta počrvičila dalje. Črvidi in črvidu in pričrvičila do velike hiše, na kateri je pisalo založba. Tam izdajajo knjige. In tako sta prišla do velike pisarne, potrkala na velika lesena vrata in pričrvičila v veliko sobo, v kateri je sedel zelo resen mož. Zelo resen mož, za veliko mizo na velikem stolu. Bil je gospod urednik. In ko se je opogumila naša Tinka, gospod urednik, ali nam lahko poveste, v čem je čar knjige? Je urednik takole pomodroval. Seveda, čar knjige v dobro urejeni knjigi, v odličnih zgodbah in odličnih ilustracijah. Čar knjige. Ampak to ni bil odgovor, ki sta ga želela. Zato sta naša Lovro in Tinka odčrvičila domov brez pravega odgovora. Lovro je odčrvičil v svojo sobico in se predal prebiranju zgodb, Tinka pa v svojo sobico in se predala prebiranju pesmi. In takrat, dragi otroci, takrat pa je prišlo do zanimivega preobrata. Naš Lovro ne samo, da je imel rad zgodbe, ki jih naša Tinka ni imela rada, naš Lovro je imel v sobi po tleh razmetane knjige, popoln knjižni nered. Knjige so ležale povsod, takole odprte, napol zaprte in po celi sobi. In to me ni prav nič motilo, na postelji, pod posteljo, na policah. Tinka pa je oboževala red. Zato se je odločila, da bo bratca končno spreobrnila, da bo znal lepo ravnati s knjigami. Ko je prišel njegovo k sobo in videla razmetane knjige, jih je lepo zložila in jih brž odnesla v svojo sobo in jih shranila na poličko. Zdaj bo mogoče Lovro lepo grešal knjige in jih bo znal ceniti, je bila prepričana. No, in ko se je Lovro vrnil v svojo sobo, je preprašen ugotovil. Ojoj, kje so moje knjige? Nekdo je vzel moje knjige, otroci, a ste videli, kdo je vzel moje knjige? Kdo? Ne, Tinka zagotovo ni bila. Tinka mi ne bi Tinka ne bi bila. Otroci, kaj pa, a ste mogoče videli knjigotata? Začel spoštovati knjige in da ne bi več tako razmetala jih po celi sobi. Ojoj, kako si ti? A ti pa to zelo dobro si povedala, da to bi lahko bilo res, ampak to zagotovo ni res. Zagotovo je bil knjigotat. A veste, kdo je knjigotat? Je Tinka! A veste, a res? Se morate? Ampak lahko povem še nekaj. Zdaj niste čisto prepričani, vi ne verjamete v knjigotata, ampak knjigotat je najstrašnejši tak. To je daljni bratranec igračotata. Knjigotat hodi po otroških sobah in odnaša nepospravljene knjige. Mamica mi je povedala in me pri tem zelo posvarila. Hitro moram povedati sestrici. Tinka,
šokantno. Zagotovo si knjige pospravil in si pozabil, da si jih pospravil. Ne, če ti povem, da je bil knjigotat, mamica me je zelo svarila pred njim, pa niti zdaj mi je odnesel. Je obupoval naš Lovro. Takrat pa je Lovro pod posteljo, čisto v kotu postelje, kjer običajno leži kaj? Kaj je? In prah. Lovro našel svojo najljubšo knjigo, Viteške zgodbe. Joj, kakšna sreča, da jo nisem pospravil, kakšna sreča, da jo je knjigodat spregledal, mojo najljubšo knjigo Viteških zgodb. To je knjiga o mojem najljubšem knjižnem junaku, Vitezu, ki se bori z zmaji. Otroci, se vi kaj bojite zmajev? To ne izmišljotine, to so čisto resničnice. In veste, otroci, kaj pa je? Tale zmaj! Veš, kaj ti zmaj? Joj, ne pravi, ne? A ni čudno tiho? Ne zna govoriti. In on bi nastopal, ne zna govoriti, in on bi nastopal. Ne zna govoriti, sam doče. Daj mi eno petko za pogum. Ok. Zdaj se bom jaz približala in ga vprašala, zakaj je tiho. Lejka. Mi boš... A mi lahko poveš, zakaj si tiho? Kaj? Sram te bodi. A veste, zakaj ga ni bilo? A veste, kje je bila tale zverina zelena? V knjižnici se je zataknil in zamudil. In veste, kaj je počel v knjižnici? Žrl knjige. In tista velika knjiga, največja enciklopedija, ne, kako? Enciklopedija. Še enkrat. Enciklopedija, njo je, enciklopedijo si požrl. In potem mu je najdebelejša platnica se mu je zataknila v grlu in mu radi za grlo in ne more govoriti tale frajer. Veš kaj? Kaj imaš zdaj te table? A veste, kaj on misli? On misli, da nastopa v tisti knjigi, a veste, kakšni knjigi, kjer je veliko sličic in malo besedila in še to besedilo je v oblački. A veste, kaj imaš? Ne v kipu, v stripu! V kipu, da nastopa, v stripu, ne? Vi veste, kaj je strip. Veliko sličic in malo veliko ilustracij in malo sličic in ilustracije naredi kdo? Ilustrator. Kaj imaš pa ti, da vidim? Aligator. Ilustrator. Kaj si ti delal? Mislim, kaj si delal v knjižnici? Žrl in nisi se čisti česar? Kaj primimo temu? Evo, izvoli, čuvajte to. Aligator. A veš kaj je zmajček? No pa sreča, da je prišel tukaj sem med nas. Zelo ima srečo, ker, a veste, da bi prišel na založbo k tistemu resnemu gospodu. Kako smo rekli, ki izdaja knjige, kako mu je ime? Kako? Kaj imaš ti? Urednik? Urednik. Gospod urednik ureja knjige, a ne? Je tako? Srečo imaš. A veste kaj, a vi mislite, da je tale zmajček že prebral kakšno, recimo, pesem, ki jo je napisal kdo? Pesnik. Pesnik. Veš kaj, daj ti to raje se. Primite. Peresnik, Peresnik, ki se mi lahko skuhamo, ne? Pesnik. No, ok, če ni prav pesnik, ki znajo biti včasih malo bolj zahtevne, pa mislim, da je prebral vse kakšno krajšo zgodbo,
ki jo mi vemo, kdo jo napiše. Kdo? Prijatelj. Pisatelj. Pisatelj. Jaz ne vem, če bi bil pisatelj, tvoj prijatelj, glede na to, kako ravnaš s knjigami. A veste, kaj te pa ti pove, a si bil sam v knjižnici, ali je bila tam prijazna gospa? Prijazna gospa? Kakšna knjižna barka? Knjižničarka! Knjižničarka, ne? Tako bo te gospa Andreja. Knjižna barka, knjižničarka. Otiš me, veste, kaj tale zmajček vam povem, on žre knjige, jih ne bere, ne? Če bi jih on bral, tako kot jih berete vi, a ne? Vi jih berete, kaj potem, ko berete knjige, jih pripovedujete in tekmujete kaj? Za brat, kaj? Kaj ti bo za bolno mačko? Potrebno odpeljati v... Kam? Ne v prižnico, ampak v knjižnico. V knjižnico, da se bo učlanil in bo bral knjige. A veš kaj ti mali mož? Ti se boš pa še zdaj malo sedel, ker si malo hitro prišel, da jaz povem tole svojo zgodbico do konca, kaj se je zgodilo s knjigotakom, pa te zanima. Potem gremo pa se učlaniti v knjižnico. Kaj dobimo v knjižnici, ko se učlanimo? Kako pa si knjižnici me izkaznico? Prosim, kaj pa čakaj? Mi smo pa ostali, kdo je odnesel knjigo na Olympiiki? Knjigotat, usedi se zdaj ti. Kaj si pa prepozno prišel? Ne bo pa jaz povedal do konca. Knjigotat. No, in naš Lovro je našel knjigo Viteških zgodb. Kako je bil vesel, njegova najljubša knjiga. In veste kaj? Njegov najljubši knjižni junak. Daj, Lovro, no, če pa so vitezi tvoji najljubši knjižni junaki, potem pa ti lahko povem, da so vitezi hodili na obisk princeskam, kjer so pili čaj in pesnili pesmi. Ne, vitezi pa tega že niso počeli. Vitezi so se bavili za zmaji. Ne, vitezi so tudi pesnili pesmi. Rečemo jim trubadurska poezija. Kakšna turbokulska? Trubadurska poezija. In ko se Lovro in Tika takole klepetala, je nenadoma nekaj zahreščalo. Slišati je bilo, poslušaj, kot da je nekdo razbil okno in udaril v hišo. In res, v sobo se je prikotapila polna postava. Ni bil zmajček, bil je knjigotat, ki je takole zlobno momljal. Jaz sem strašen knjigotat, tat, pridem izgradite za vrat, ker sem tat. Me zagledaš, je prav, da zbežiš, pospraviš vse knjige in zamižiš, ker sem res strašen knjigotat, tat. Pridem se tvoje knjige pobrati. In ko je Lovro videl knjigotata, navdahnjen s pogumom svojega najljubšega knjižnega junaka, ki je bil kdo? Vitez se je postavil pred njega in mu takole zagrozil. Ti, knjigotat, ti nesramni, če še kdaj v svojem življenju vzemeš samo eno knjigo, te obljubim, da te zaprem v najtemnejšo ječo zmajem. In ko je rekel zmajem, je knjigotat edino, kar mu je bilo uspelo izustiti, obljubim. In jo je popihal neznano kam. In še danes niso slišali zanj. Tedaj pa je Rimofila pričepičila izpod postelje, kamor se je bila skrila pred knjigotatom in pohvalila svojega bratca, kako si poguman, kako lepo je, da imaš
knjižnega junaka, ki te navdihuje. In takrat sta Laura in Tina ugotovila, da pravzaprav res niste našla odgovora na svoje vprašanje, kdo v čem je čar knjige. Ker je čar knjige toliko, koliko je bralcev. A ne, otroci? Ampak zdaj mi našega zmajčka, ste se tudi ga pospremili v knjižnico? Ja, pa ne Okej. smem, govori, da je v hipu, ker je v stripu. Še enkrat mu povej. Misli si, da si nastopal v stripu. Veš kaj, v stripu. Ga bomo res naučili, ne? Obljubiš, da se bo zdaj vpušljanil v knjižnico, drugo leto pa boš opravljal kaj? Še kar trdi bolno mačko. Skrajni čas je, da greva v knjižnico. Srečno! Zahvaljujemo se gledališču Čara mesto za izvedbo predstave. Vam, dragi otroci in ostali obiskovalci, hvala za obisk. Vsem skupaj želimo še naprej lep večer. Če pa bi se kdo želel slikati z našim zmajčkom, lahko potem pride malo bliže, ampak lepo počasi. Hvala.